Živjo! Današnja vadba je namenjena instantnemu izboljšanju našega počutja. In kar je najboljše, uporabili bomo pripomoček, ki ga, verjamem, ima doma že skoraj vsaka družina. Ampak hkrati se z njim pojavi vprašanje, kaj zdaj sploh početi. Tukaj danes vam bom pokazala set vaj, ki jih je priporočljivo vedno speljati od začetka do konca. Pazi, če te boli hrbet, ne greš nikoli delati samo hrbta. Vedno narediš celo fascialno verigo, se pravi, targetiraš celotno mišično ovojnico in sporočiš možganom, ker bistvo je v tem, da pošlješ v možgane signal, da se lahko začne zadeva resetirati in postavljati na pravo mesto. Pa začnimo, kako je treba. Najprej bomo valjček postavili pod našo mečno mišico. Uro sem nastavila, nekje 20 do 30 sekund se valjčkamo, aktiviramo tudi trebušne mišice, zaradi tega, da lažje stabiliziramo celo telo. Valjček si malo pošiljamo, levo, desno, obračamo stopalo, mogoče kje začutimo prav bolečino, tam malo porotiramo v eno stran, pa v drugo stran. Ok, in ko začutimo, da je mičkam bolj prijetno, oziroma če začutimo, da je kakšna taka zatrdlina, tam ostanemo malo dlje časa, sicer pa se premaknemo višje. Vedno potujemo stran od sklepov in se premikamo po celotni dolžini mišice. Spet aktiviramo trebušne mišice, tukaj moramo imeti tudi močne roke, konstantno nosimo svojo težo, vidite, to je tudi funkcionalna vadba. Oziroma, zakaj delamo funkcionalne vadbe? Zato, da lahko sebe okrog nosimo. Ok, in spet rotiramo stopalo levo, desno, tako da začutimo, kaj se dogaja po naši zadnji loži in lahko lepo zamenjamo noge, malo sprostimo zapestja, pa se povaljčkamo še po drugi nogi. Spet obračamo gleženj levo, desno, začutiš, najdeš neko zatrdlino, tam ostaneš, počakaš, tako lepo statično, samo obračaš. Če pa je prelahko, pa lahko obe nogi položiš gor, bolj obtežiš in tudi obračaš. Ok, ko začutiš, da je dovolj, spet se prestaviš višje od sklepa. Začutiš tudi nekaj toplote v telesu, kar pomeni, da telo dela, možgani se prebujajo, mišice se prebujajo, srček dela in v resnici ti je prav prijetno. Ok, valjček postavimo višje, se kar usedemo gor in sicer malo pod kotom. To nogo bomo lepo stabilizirali, drugo bomo postavili gor, da res dosežemo piriformis oziroma tisti del, ki nas ponavadi kar fejst heca, v zadnjem delu, v zadnjici. Spet lahko obračamo koleno, malo odpiramo kolke in predvsem iščemo, kje je tisti predel, ki nas malo zafrkava, ki potrebuje mičkeno več ljubezni. Ok, prestavimo čez, ta noga stabilna, koleno čez in lepo valjčkaš. Zelo možno, da je ena stran bolj zategnjena kot druga, to je povsem normalno. Nikoli nista obe strani našega telesa povsem simetrični in nič hudega, če na kaki strani ostanemo malo dlje časa. Ok, meni je tole čisto ok. Tole, kar prihaja, mi pa mogoče ne bo čisto ok. Gremo na stran, močen stranski del, spodnjo nogo na valjček, zgornjo nogo čez. Od te noge se bomo tudi odrivali. In sedaj se zelo počasi po stranskem delu stegenske mišice in TBBN se reče, to tekači zelo dobro poznamo, se lepo tukaj povaljčkamo in včasih se lahko zgodi, da z vsakim odpiranjem, z vsakim valjčkanjem postane še malo bolj zoprno. Nekaj se postavlja na svoje mesto, mišica se lahko začne celo malo tresti, kar pomeni, da je močna živčna aktivacija. Ok, obrnimo stran, spet
stabiliziraš, odrineš. Lepo, umirjeno, z globokim dihanjem povalčkaš. Spet lahko se zadržiš, kolikor časa ti odgovarja. Mi bomo za namene učinkovitosti tega videa tukaj zaključili in gremo na hrbet. Ledveni del spustimo in se spravimo malček višje med lopatice. Dvignemo spodnji del, oziroma da se želimo postaviti v tak most. Roke lahko na prsti koš in spet noge delajo, pomagajo zraven. Mi pa delamo prostor med lopaticami in zelo, zelo uživamo. Mogoče kaj poka, meni ful poka. In še zadnja vaja, ki jo dam svojim puncam na treningu in nočjo domov. Ležiš se, vratni del staviš na valček in samo odkimavaš, sproščaš occipitalne mišice, te, ki se matrajo, da dobro vidimo čez dan. Gledamo v računalnik, v ekrane, zapreš oči, globoko dihaš, popolnoma umiriš in na tak način definitivno preštimaš za en super regenerativen spanec. Evo, upam, da vam to koristi in da vam je toliko všeč, da si boste to privoščili vsaj 3 do 5 krat na teden, kar je optimalno za naše dobro počutje in za dobro stanje fascije. Se vidimo!